najlepše vrtne hiške na trgu, tele za mano, iščejo novega skrbnika za marketing. In sicer iščejo osebo, ki jih zna razumeti, ki jih zna čutiti, ki ve, zakaj so namenjene, ki ve, zakaj so najboljše, ki pozna priložnosti, ki jih lahko odpremo oziroma realiziramo, ko poznamo našo kraljico vrta in ki se dovolj dobro spozna na digitalni marketing, zato da lahko vse to pove našim kupcem. V bistvu prihajaš na moje delovno mesto. In tudi jaz si želim, da to delo, ki smo ga do zdaj naredili, nadaljuje nekdo, ki bo res začutil projekt Kubi hišk in vsega, kar je okoli tega. Nekdo, ki bo šel ven na dvorišče in bil ponosen, ki bo videl, kaj se dela. In to je, mislim, da najbolj pomembna stvar, ki je lahko marketingaš tle. Ne, da jo mora imeti, zato ker edino tako bo lahko vsem ostalim to navdušenje, ta ponos delil naprej. Če si želite zvedeti več o tem, kakšne kompetence, kakšna znanja so potrebna recimo za to delovno mesto, dajte klikniti na povezavo, tle nekje okrog se nahaja, preberite si vpis, pa oddajte prijavo. Bi vam pa zdaj naprej predstavil še eno priložnost oziroma del vizije, ki jo že kar nekaj časa načrtujemo in se zna zgodi, da jo pa letos res realiziramo tako, kot se zagre. Trenutno v podjetju razvijamo Kubi bivalno enoto. In to ne bo mobilna hiška, to ne bo kontejner, ampak to bo ta prava, dovršena stanovanjska hiša, sicer v velikosti od 30 do nekje 60-70 kvadratnih metrov. By the way, tole za mano je že zelo soliden približek tiste hiše, o kateri zdaj govorim. In to bo najboljša možna izbira za ljudi, ki si želijo živeti v sožitju z naravo. Se pravi, za vse ljudi, ki ne želijo živeti v mestu, v bloku ali pa v kakšnem strnjenem naselju, ampak si želijo recimo živeti nekje pol ure stran od mesta, imeti tam eno majhno parcelo, malo vrtička, malo dvorišča, pa postavljeno svojo lastno hišo, kjer imajo svoj mer, kjer so obdani z naravo, z gozdovi in kjer imajo noter v hiši prostora ravno toliko, kot bi ga imeli sicer v stanovanju nekje v bloku v mestu. In računamo, da bomo to lahko dostavili, se pravi parcela plus Kubi stanovanjska hiša v, by the way, pasivnem standardu, se pravi visoko izolirana, bi cenovno prišla približno podobno ali cenejš kot novo stanovanje v bloku enake velikosti. In to priložnost vidim za mlade pare ali mlade družine, ki enostavno pač ne želijo živeti v bloku in imajo mogoče tudi možnost dela nadaljavo ali pa jim ni problem se zapeljati recimo 20 minut ali pa pol urce od doma do službe. Potem priložnost veliko vidimo tudi v starejših osebah, recimo v penzionistih, ki živijo v Sloveniji velikrat v velikih tistih socialističnih hišah zgrajenih v 80-ih letih. Otroci so se že odselili, hiša je velika, treba jo je ogrevati, treba jo je vzdrževati. In penzionisti lahko tisto veliko hišo, ki jo ne rabijo več, prodajo,
in se preselijo na čist majhno kvadraturo v naravo, prišparajo nekaj denarja, ostane jim dovolj denarja, da si kupijo avtodom, pa ostane jim dovolj denarja, da lahko mirno in lagodno živijo praktično še 10 ali pa 20 let. In tukaj vidimo priložnost, ki bi jo radi v letošnjem letu tudi pravilno skomunicirali. In ne bojo dovolj samo moje besede ali pa besede naše ekipe, ampak rabimo tudi vas, da dodate tisto piko na i. Evo, tole je vaše delovno mesto in če ste ob tem, kar sem vam zdaj opisal, dobili mravljince in ste si rekli, ja, v takšni hiši bi jaz takoj živel, pol je zelo verjetno, da smo za skupaj. In če si želite biti zraven pri tem, ko spreminjamo standarde načina kakovostnega bivanja v svetu, če želite biti del tega, da postanemo nov iPhone ali pa nova Tesla v stanovanjskem segmentu, mi v to odkrito verjamemo in želimo si osebe, ki odkrito tudi verjamejo v to misijo. In če se čutite, da ste lahko del te zgodbe, da lahko doprinesete, oddajte prijavo, pa se srečamo osebno. Hvala, čau, čau.